Je bilo težko izbrati zlati sončnici in pa priznanja? Ja, prvo selekcijo nekje tu naredijo že kmetijski svetovalci, ki nagovorijo kmetije k prijavi. Res pa je, da so prijave odprtega tipa in se lahko vsak, ki čuti, da je doprinesel nekaj na marketinškem ali trženskem prostoru dodano vrednost, sam prijavi. Izbrati, katera izmed res uspešnih kmetij je tista, ki si zasluži krono v obliki zlate sončnice, je težko. Prevagajo malenkosti, ki posamezno kmetijo razlikujejo od ostalih soudeležencev. Zato pa tudi vsi dobijo priznanje za sodelovanje v akciji S kmetije za vas. Koliko sončnic je bilo podeljenih? Vsako leto podeljujemo 2 sončnici, eno v skupini turizem in storitve ter eno v skupini pridelava in predelava. Kdo ste jih dobili letos? Letos jih je dobila hiša Vinko Kol in turistična kmetija Tunin. In koliko je bilo podeljenih priznanj? Ostalim 9 kmetijam smo podelili priznanja za sodelovanje v akciji S kmetije za vas. In kakšni so načrti? V okviru te prireditve izbiramo kmetije, ki so uspešne pri prodoru na trg, pri ureditvi svoje celostne podobe in s tem v prostoru prepoznavne, da jih tudi na ta način promoviramo in poskušamo popeljati njihove sisteme, poglede, kako, na kakšen način so postali uspešni, kako se promovirajo tudi na ostale slovenske kmetije, nekje s sorodnimi pridelki, izdelki ali storitvami. V nadaljevanju imamo namen to vrstno akcijo ohranjati. Trenutno smo v soorganizaciji 3 partnerjev, se pravi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Tednik Kmečki glas in Finance s portalom Agrobiznis. Ker pa je ta prireditev oziroma namen akcije ocenjevanje in promocija, nam je v interesu, da bi k temu pristopilo čim več medijskih hiš. Želimo si, da bi posamezne uspešne kmetije postale prepoznavne tudi na nacionalnih medijih. To pomeni, da se je ta oblika spodbude obnesla? Ja, letos je že 26. leto, odkar se podeljuje tovrstna priznanja. Ste pričakovali, da boste prejeli zlato sončnico? Ne, smo presenečeni, pa počaščeni, da smo dobili to priznanje. Zakaj ste pravzaprav dobili to zlato sončnico? Za naše delo, ker pač delamo v vinogradništvu z nič odpadka, tako da vso surovino od grozdja porabimo, tako da ne zavržemo nič, tako da po stiskanju grozdja še za nas ni konec procesa, ampak še bolj predelamo tudi za večino odpadek, to so tropine, ločimo grozdne peške in jih predelamo v olje in moko grozdnih pešk, tako da uporabimo vso surovino. Lahko naštejete, kateri so vaši osnovni izdelki? Naši osnovni izdelki so, prvo je vino, zdaj pridelujemo olje grozdnih pešk, ki ga pakiramo v različne embalaže, to so v deci ali pa 2 deci flaška, pol je rolon pa fundica, pol ga moko iz grozdnih pešk, same grozdne peške, imamo pa tudi zdaj še, dodali smo pol hladno stiskana olja iz bučnih semen, iz sončničnega olja in pa oljne ogrščice. Ste pričakovali, da boste prejeli zlato sončnico? Ne, nismo pričakovali kot kmetija, ampak smo zelo zadovoljni. In kaj vam pomeni tako visoko priznanje? To sigurno nam daje nek poudarek na naš trud, na našo delo, neko priznanje, da delamo v pravi smeri. Tako da naša kmetija se razvija v pravi smeri z našimi produkti, kot je turizem in seveda vsi drugi proizvodi. Kateri so te vaši izdelki? Naši izdelki so domače vino, oljčno olje, vložene vrtnine in turizem seveda, najbolj glavni. Aha. Po čem ste najbolj poznani? Poznani smo najbolj res po turizmu, po oljčnem olju in če gledamo tako
Kot hrano smo pa zelo prepoznani po domači istrski hrani, kot se kuhalo enkrat po starem. In kakšen je recept, če tako rečem, da prejmeš zlato sončnico? Trdo delo in ljubezen do zemlje in do kraja, kjer to delaš. Kakšni so pa načrti? Načrti prihodnosti so izgradnja res, da je take manjše kleti vinske, kjer bomo lahko predelali vso vino doma in dodatne nastanitvene kapacitete v istrskem stilu, v kamnu ter seveda z bazenom. Ja, to je pa kar precej. Res je, nekaj smo že dobili nepovratnih sredstev, tako da zdaj se bomo lotili počasi za izgradnjo vinske kleti in kasneje pa pride še dodatne investicije.